Torej, danes smo tukaj zaradi nove infrastrukturne opreme. Gre za Orbitrap Exploris 240, to je visokoločljivostni masni spektrometer. Povezan je z tekočinskim kromatografom, tudi visoke ločljivosti. Ta naprava nam bo omogočila pa v bistvu bistven premik v našem delu iz vidika boljšega, recimo zaradi visoke resolucije bomo lahko v bistvu identificirali molekule in sicer gre za to, da bomo lahko bolj aktivni, bolj uspešni, bolj konkurenčni na področju biorazgradnje, na področju okoljskega monitoringa odpadnih vod, na področju humanega biomonitoringa, se pravi tega organskega dela, tudi na področju hrane, biomarkerjev in tako naprej. Današnji dogodek je namenjen predvsem temu, da opozorimo, kako pomembno za raziskovalno delo je imeti pravo raziskovalno infrastrukturo. Ko govorimo o raziskovalni infrastrukturi, mislimo seveda na zelo visoko tehnološko opremljenost laboratorijev, v katerih izvajamo raziskovalno delo. Poleg tega sem spada seveda tudi infrastruktura za obdelavo podatkov, shranjevanje vzorcev in podobno. Ta oprema, brez te opreme, pravzaprav ne moreš biti več kompetitiven, ne moreš vstopati v evropske projekte, niti ne v domače, tako da ta oprema je ključna za odličnost raziskovalnega dela. Današnja oprema v znesku približno 800 000 evrov, to je oprema in seveda oprema laboratorijev, je zelo visok znesek za raziskovalno skupino, ki ima 60 raziskovalcev. Kajti sistem za sofinanciranje te opreme je zelo, zelo omejen. Sofinancirala je to opremo tudi Slovenska agencija za raziskovalno dejavnost, to je seveda treba povedati, vendar večji delež teh sredstev smo morali prihraniti iz raziskovalnega dela. Torej, ob raziskovalnem delu smo izvajali tudi servisne usluge, ta denar seveda prihranili za to, da smo lahko investirali v to opremo. To je zelo težko. Zato je seveda ključno, da v bodoče ustvariti nek sistem, ki bo omogočal raziskovalcem lažji dostop do tovrstne opreme.